Živjo! Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svoj yin, uživati v življenju in navdihovati druge. In lepo te pozdravljam v ponedeljkovem angelskem navdihu. Danes bomo ponovno pogledali, kaj je tisto, s čimer nas želijo angeli usmeriti, nas voditi skozi teden, ki je pred nami, in nas navdihniti, da aktiviramo svojo angelsko esenco, da aktiviramo angela, ki je v nas. Pa poglejmo, s čim nas bodo ta teden navdihovali. Kakšne so tiste energije, za katere želijo, da smo pozorni nanje. Prva karta je karta Lune. In sicer nadangel Haniel je tisti, ki nas bo spremljal. Gre za pomemben notranji vpogled za vse tisto, česar ne vidimo navzven in se dogaja nekje zadaj v zakulisju. Predvsem pa je pomembno, da sprostimo vse strahove, ki nas zavirajo. Da tisto, česar se najbolj bojimo, ponavadi nosi največjo nagrado. In takrat, ko spustimo svoj strah, takrat, ko enostavno zaupamo, takrat se stvari lahko začnejo drugače odvijati. Namreč zavedati se moramo, da je vsaka naša misel, vsak naš občutek, ki ga pošljemo v vesolje, nosi v sebi informacijo, ki teži, da bi se zgodila. In zdaj, če se kopamo v strahovih, če se kopamo v težkih občutkih, potem zakon privlačnosti deluje na to, kar pomeni, da tisto, kar pošljemo v vesolje, s tistim nam vesolje odgovori. Tako da pokličite nadangela Haniela, in njegova energija, oziroma jaz jo čutim bolj kot nežno, materinsko, bolj ženstveno energijo, se pravi ta ženstvena energija, ki pomaga zaupati v višje procese. Ta je tista, na katero se obrnite. In Luna je prav tako ženska energija, tako da ta ženska energija nadangela Haniela je tista, ki vam bo pomagala predvsem v občutkih, ki jih je potrebno spustiti. Tako da spustiti vse občutke strahu, spustiti vse občutke nezaupanja in to ne rabite nekaj dost miselno delati. Dajte samo dovoljenje, da se to zgodi. In s to rastočo luno naj raste vaše zaupanje in naj raste vaša ljubezen, ki jo prinaša nadangel Haniel. Poglejmo, kakšna je druga karta. Kralj ognja. Kralj ognja je karta, ki govori o tem, da je potrebno imeti svoj fokus. Se pravi, ko spuščamo strahove, dovolimo novi energiji, da vstopa, in dovolimo energiji, ki jo pa želimo priklicati. Prej sem rekla, da tisto, kar vse misli, vsi občutki, vse tisto, kar dajemo navzven, da vesolje sporoča nekaj, da pošilja neko sporočilo, kaj naj nam vesolje prinese nazaj, kako naj zakon privlačnosti deluje. Se pravi, kaj pa tisto, na kar pa želite dati svoj fokus? Ko se spogledujete z tisto vizijo, ki jo želite v prihodnosti dosežete, in ko želite biti voditelj. In tisto, kar je tukaj pomembno, je, da ste vi voditelj sebi. Se pravi, vodja svojega življenja, da, tako rekla, menedžirate svoje življenje, da upravljate svoje življenje in da veste, kam želite usmeriti energijo. Prej smo rekli, strahovi, ki jih je treba spustiti, so tisti, ki nas ponavadi zadržujejo zato, da bi svoj fokus usmerili. Kje najdete svoj navdih? Kje najdete svoj entuziazem? In koliko si prizadevate, da bi bilo tega več v vašem življenju? To je tisto, kar je energija, ki jo usmerjate in kam jo pravzaprav želite usmerjati. Poglejmo še, kako
Tako se vse to skupaj poveže. Devetica zemlje, se pravi prizemljitev. Kaj početi ta čas, ko čakamo, da se vesolje odzove na naša navodila? Do takrat je treba uživati. In preživeti mogoče kakšen miren trenutek v samoti, biti v tej svoji energiji, zato da vemo, kam smo tisto energijo, ki smo jo usmerili, kam jo pošiljamo. In uživati v vsem, kar je v tej samoti, uživati sami sabo v svoji družbi. In to lahko naredimo takrat, kadar nam je naša energija všeč, kadar jo imamo ne bom rekla pod kontrolo, ampak takrat, kadar vemo, kaj želimo, kadar smo spustili strahove in zdaj vemo, sem je treba pa energijo usmeriti. In ta čas, ko vesolje skrbi za to, da se bojo stvari zgodile, ta čas mi lahko uživamo. Uživamo lahko v drobnih stvareh, v tistem, kar nas čutno zadovoljuje. Ko greste ven, pa ne vem, se dotaknete nečesa, povohate stvari. Tole je ena čudovito dišeča cedra in oddaja svoj von. A lahko zavohate, ko greste ven v naravo, tisto, kar je okoli? A lahko uživate, ko čutite sončne žarke na sebi? A lahko uživate, ko jeste dobro hrano? Mogoče vam dam, zagotovo vam dam na koncu tega videa nasvet za uživanje v nekih bolj čutnih zemeljskih zadevah. In tako imamo 3 karte. Iz čustvenega sveta odnosov se počasi premikamo nazaj nase. Se pravi, imamo luno, imamo ogenj, ki je energija, in imamo zemljo, ki je prizemljitev. Se pravi, kaj od čustv bomo tistega, kar ima nizko vibracijo, bomo spustili, kam bomo svojo energijo usmerili in kako bomo to dejansko prizemljili. Tako da bodite v tem tednu pozorni na vse to in se slišimo naslednji ponedeljek na Facebook strani Angelski svetilniki in na ostalih mojih Facebook straneh in pa na moji osebni strani www.manca.si. Do naslednjega ponedeljka. Čau, čau! Razvajanje brbončic je ena mojih najljubših stvari in skozi dobro vino lahko uživam v vseh čutih. Vonj in okus in barva. In danes vam bom razkrila eno skrivnost, kako biti uspešen pri degustaciji vin. Najprej je treba narediti temeljito podlago. Na zdravje! V nadaljevanju pa špageti z bučkami in limono in pa sirovi ravioli z pestom iz bazilike in škampi. In dokaz, da angeli vedno poskrbijo, da dobimo sporočilo, ki ga potrebujemo, na steklenici vode zaslužim najboljše od življenja. Dober tek!